Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Katarina Bartoncelj, strokovna delavka na Ljudski univerzi Jesenice, lepo pozdravljena. Dober dan. Vsako leto v mesecu maju poteka teden vseživljenjskega učenja in po končanem tednu vseživljenjskega učenja še sklepna prireditev Parada učenja. Pa se ustaviva najprej pri tednu vseživljenjskega učenja, ki se začenja 10. maja. Kaj se bo dogajalo, kakšne delavnice? Tako je, 10. maja se začnejo tedni vseživljenjskega učenja, ki bojo trajali do 16. junija. Gre za najbolj vidno kampanjo, promocijsko kampanjo tednov vseživljenjskega učenja, znotraj katere se bo skupaj z nami in 50 podizvajalci, več kot 50 podizvajalci, predstavile organizacije iz lokalnega okolja. Pomembno je, da se v tednih vseživljenjskega učenja predstavljajo z svojimi dejavnostmi, torej organizacije iz lokalnega okolja. To pomeni, da bojo pripravili različne dogodke, delavnice, ki so seveda za obiskovalce brezplačne. Dogajalo se bo pa veliko. Program oziroma razpored teh omenjenih dogodkov lahko najdete na spletni strani Ljudske univerze Jesenice pod zavihkom tedni vseživljenjskega učenja, kjer si lahko mogoče malo bolj podrobno pogledate, kaj določena organizacija in kdaj pripravlja. Bo pa veliko. Delavnice so, kot že rečeno, raznovrstne. Pripravili smo delavnice za zdrav življenjski slog, različne kreativne delavnice, ogromno glasbenih koncertov je, potem različne razstave, ročnih del, slikarska dela. Mogoče tudi omenim še delavnice, ki pripomorejo k usvajanju veščin in znanj na različnih področjih. Ena izmed njih, taka zanimiva mogoče, je delo z opremo za navidnostno resničnost. Potem pripravili so tudi različne simulacije, v katere se lahko vključite, tako da vabljeni. In osrednja prireditev, kot sva že rekli, pa 22. Kje? Tako je, 22. maja po vsej Sloveniji poteka osrednji dogodek, to je Parada učenja, rečemo mu tudi praznik učenja. Pri nas, kot območnemu koordinatorju tedna vseživljenjskega učenja, je parada na 2 prizoriščih, tudi letos. Prvo prizorišče je na Stari Savi, torej 22. maja potekalo bo od 2 do 6, se bomo srečali na Stari Savi, na muzeju na prostem. V Žirovnici pa bo potekalo pred osnovno šolo Žirovnica od 2 do 4. Na tem dogodku se bojo ravno tako s svojimi dejavnostmi predstavile različne organizacije iz lokalnega okolja, vabljeni na njihove stojnice, kjer si lahko pobliže ogledate, kaj te organizacije počnejo. Vključite se pa tudi na paradi lahko v raznovrstne delavnice, ustvarjalne, lahko si boste pogledali, kako nastajajo pekarski izdelki, lahko si boste izmenili krvni sled. Skratka, vsega bo dovolj, nekaj pa še zamolčiva, tako da bodo ljudje lahko prišli in si ogledali oziroma udeležili delavnic in pa tudi osrednje prireditve Parade učenja. Tako, lepo vabljeni.